Marsikdo pri nakupu avta gleda samo, kako prostoren je. Torej, pri nakupu katerega dobi največ placa. Tukaj, pa tukaj, pa tukaj. Na našem velikem primerjalnem testu Prima, v katerem smo tokrat primerjali kar 13 malčkov B razreda, je v tej kategoriji zmagala Škoda Fabia. Bi spet rekel, da pričakovano, ampak zmaga ni bila tako gladka, kot si mislite, ker so jim marsikateri dihali kar tesno za ovratnikom. Recimo tale Hyundai i20. Samo 7 točk manj je dobil, skupno 364, Fabia pa 371. Ja, tako majhne so bile razlike. Pri obeh smo izmerili veliko prostora na zadnji klopi in v tej kategoriji sta se najbolje odrezala še Citroen C3 in Seat Ibiza. Tukaj pa ne merimo samo, koliko centimetrov stane za kolena tukaj, ampak tudi koliko jih je tukaj na voljo za glave, kakšen je naklon zadnje klopi in koliko prostora je tukaj spodaj, pod sedežem za noge. Namestitev otroških sedežev je bila poleg v Fabiji najlažja še v Renaultu Clio in Volkswagenu Polo in presenetljivo tudi v Toyoti Yaris, ki izgleda majhno, v resnici sploh ni. Odlagališča so nas najbolj navdušila v Hyundaiu i20, Oplu Corsa in Peugeotu 208. Tukaj so vsi dobili po 42 točk. Pri kakovosti materialov in izdelave je bilo tokrat sploh zanimivo, ker so se najbolje odrezali Citroen C3, Ford Fiesta, Opel Corsa, Peugeot 208 in tale Hyundai i20. Celo bolje od nemških Pola, Fabije in Ibize, ker imajo manj tiste trde cenene plastike. Pri ergonomiji pa smo nagradili tiste, ki poleg preglednega in hitrega zaslona uporabljajo še klasične gumbe. In tukaj je seveda Fabia odlična, poleg staroste Clia in Fieste. Pa še udobje sedežev nas je zanimalo in tukaj so naše razvajene riti najbolj uživale v tem Hyundaiu i20, takoj za njim pa v Fabiji, Ibizi, Polu, Cliu, Fiesti, 208 in tudi v Corsi, ki ima sicer najtrše sedeže na primerjavi. Najmanj točk je sicer dobil Mitsubishi Space Star, ker je že res star in daleč najmanjši na primerjavi. Po velikosti bi ga lahko umestili že skoraj razred nižje, je pa res, da je najlažji za parkirati. Ja, tudi to smo testirali in če je to vam najpomembnejša lastnost, imate zmagovalca. Sicer pa, kot sem že rekel na začetku, če v razredu malih avtov iščete najbolj uporabnega in prostornega, potem boste najbolje izbrali Škoda Fabia.